In prehajamo na 11. točko. Predlog sklepa o soglasju k spremembi naziva glavne dejavnosti javnega zavoda za kulturo Kamnik. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 19, predlagatelj župan, poročevalki pa Liljana Juhart-Masti-Kosa in Tina Trček. Besedo ima Tina Trček. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Gre zgolj za eno formalnost, in sicer že ob ustanovitvi javnega zavoda Mekinski samostan je bila v sodni register kot glavna dejavnost zavoda vpisana dejavnost varstva kulturne dediščine. Ob preimenovanju zavoda se pač ta glavna dejavnost ni spreminjala. Sedaj je pa z ustanovitvijo teh turističnih bonov 21 zavod pač upozoril, da bi se morala pač glavna dejavnost spremeniti na obratovanje objektov za kulturne prireditve, da bo pač to uporabnikom omogočilo koriščenje turističnih bonov. Tako da pač predlagamo, da se pač s tem sklepom samo spremeni glavna dejavnost, ki je pa sicer že ena izmed dejavnosti zavoda. Hvala. Hvala, odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Ja, bom se tudi pri tej točki oglasil. Zato, ker je pobuda, ki jo bom predstavil, prišla iz strani krajank in krajanov. Namreč v Mekinskem samostanu pohvale, vedno več dogodkov se odvija, vedno bolj je poln in mislim, da smo res na dobri poti, da zaživi tako, kot je treba. Se pa pojavlja težava. Namreč ob dogodkih, ki privabljajo večje število obiskovalcev, se dogaja, da so Mekinje, predvsem ta del okrog samostana, popolnoma zaparkirane. Glede na to, da se v primerih, ko je organizator dogodka občina Kamnik, gre za obeležitev državnega praznika, organizira parkiranje na športnem igrišču, jaz dajem pobudo, omenjeno pobudo bom podal tudi pisno, da organizator oziroma upravljalec Mekinskega samostana v takšnih primerih od krajevne skupnosti vzame v najem površino športnega igrišča, zagotovi reditelje in zagotovi parkiranje na športnem igrišču. Strošek seveda lahko naprti organizatorju, tukaj mislim, da ni nobena težava. Ne gre namreč le za to, da imajo težave obiskovalci, ki ne morejo iz svojih dvorišč ali pa na svoja dvorišča. Težava je lahko precej hujša, kajti s tem, ko so zaparkirane ulice in pa ceste tam okrog, postane območje požarno zelo nevarno. V primeru neke nesreče je s tem onemogočen dostop intervencijskim skupinam in jaz mislim, da bi se mogle pri tem urejati tudi te stvari. No. Namreč verjamem, da tista enkrat na teden v nočnem času mladina ne bo jezna, če se igrišče nameni parkirišču, tako kot se to dogaja tudi po ostalih krajevnih skupnostih. Lep primer imamo v krajevni skupnosti Šmartno v Tuhinju, kjer lahko rečem, da ob vseh večjih dogodkih, ki v kraj pripeljejo večje število obiskovalcev z avtomobili, odpremo vrata ali pa ograjo športnega igrišča in na igrišču lahko kar lepo število avtomobilov parkira. Preden pride do kakšne nesreče in pa do slabe volje. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik daje soglasje k spremembi naziva glavne dejavnosti javnega zavoda za kulturo Kamnik, in sicer v 9.0.0 obratovanje objektov za kulturne prireditve. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena, s tem pa tudi današnja seja. Hvala za konstruktivne razprave, za udeležbo in se vidimo prihodnje. Hvala. Lahko noč.